Pozdravljeni člani 3P skupnosti, danes imamo za vas že nov pogovor na temo trajnosti, danes pa je z nami Marja Milič, ki je zaposlena v podjetju Capital Genetics kot direktorica strategij in poslovnega razvoja, tam pa kot svoj ESG projekt razvija odprt ekosistem znanja businessspace.com, znotraj katerega deluje tudi finančni podcast Money How, katerega cilj je zagotoviti širok dostop do finančnega znanja vsem generacijam. Marja verjame, da mora znanje krožiti in da to ne bi smelo biti pogojeno z globino denarnice. Maja, živjo. Zdravo in hvala za vabilo. Hvala tebi, da si se nam pridružila. Jaz bi kar začela z vprašanji, ker me veliko zanima. Začniva pa pri osnovah. Zdaj, trajnost in finance sta dve področji, ki jih marsikdo težko povezuje. Katere so tiste neke osnovne trajnostne prakse podjetij, ki jih ti vse več opažaš, da jih izvajajo in so povezane s financami? Ja, dejansko se je pojavil tudi izraz trajnostne finance, tako da trajnost in finance gredo vse bolj z roko v roki, bi rekla, ne. Obstajajo recimo tudi že zelene in ESG banke ter zavarovalnice. Mislim, da jih je ta hip po svetu okrog 30, če se ne motim. Celo združenje imajo, ki se imenuje Value-Based Banks. Ampak sumarno, ko pogledava te številke, so še vedno v manjšini, ne gre za neke enormne številke, tako da to področje se definitivno razvija in se še bo razvijalo. Trajnostne prakse pa je tudi sicer moč zaznati na drugih področjih, recimo pri bančnem financiranju, pri izdajanju obveznic, pa tudi pri zbiranju lastniškega kapitala. Pišejo se razne politike korporativnega upravljanja in tudi seveda delovanja, se pravi, to je ta governance del, ne, to je ta G v ESG-u, ne. Podjetja seveda tudi izdelujejo trajnostna poročila in tako dalje. Ampak če pogledamo pa čisto suhoparno in bo zelo poenostavljeno, finančne inštitucije in podjetja izdajajo vrednostne papirje, bodisi so to delnice, bodisi so to obveznice. In če se fokusiramo zdaj na obveznice, ki so bile v zadnjem času precej aktualne, se pravi, izdajajo bodisi zelene obveznice ali pa trajnostne obveznice, ki jo potem seveda kupijo razni institucionalni vlagatelji in s tem pokažejo, da so v bistvu zavzeti za te tematike, da podpirajo tovrstne projekte. In potem te izdajatelji teh obveznic, se pravi, ti, ki izdajo obveznico, naprej financirajo razne projekte, trajnostne projekte, ne vem, zdaj ne pade mi nič na pamet, ker ne vem, sončne elektrarne ali pa vetrne elektrarne. Recimo en tak primer je bila SID banka, ki je izdala zeleno obveznico, pa nedavno, konec junija, se mi zdi, da je Slovenija država izdala slovensko državno trajnostno obveznico in seveda ta sredstva se bodo seveda potem porabila za financiranje raznih trajnostnih projektov. Recimo res je bil zelo zanimiv primer 10-letne državne trajnostne obveznice. Razprodana je bila, Slovenija je zbrala na ta način 1 milijardo evrov, nekako zahtevane donosnosti so 0,17%, kar mogoče na prvi pogled niti ne zgleda veliko, je bilo pa res blazno veliko interesa, sploh strani institucionalnih vlagateljev, kot so DZU-ji, pokojninske družbe, zavarovalnice. Mislim, da so skoraj polovico one v bistvu pokupile te obveznice, tretjino so prispevale banke in seveda potem še tudi druge inštitucije. Zbrana sredstva, kot rečeno, pa grejo za razvoj raznih teh trajnostnih projektov, ne. Zdaj, poznam še en primer, nekako sem ga zaznala, in sicer eno podjetje, ki je institucionalni vlagatelj, je v bistvu postavilo pogoj skladu zasebnega kapitala, to se dogaja pri nas v Sloveniji, kako lahko del sredstev oziroma kako mora del sredstev, ki jih bo na ta način zbrala, v bistvu porabiti, da morajo naprej, da morajo v bistvu podpreti razne projekte, ki so trajnostne narave. To se sicer v tujini kar precej pogosto dogaja. Zanimivo je pa to, da recimo določene panoge, ki so okolju mogoče manj prijazne, vse težje v bistvu pridejo do kapitala oziroma je ta kapital tudi zelo drag. Tako da
to se bo zelo dobro tudi videlo recimo v drugih, recimo v bankah. Nek revizor mi je nedavno razlagal, da bodo banke mogle zagotavljati dodatni kapital, vkolikor bodo financirali oziroma dajale posojila podjetjem iz umazane panoge. To je nekaj, na kar bo treba biti seveda pozoren v prihodnje. Pogovarjala sem se tudi z eno gospo Silvo Deželan, ki je strokovnjakinja za ESG področje in je zanimivo omenila, da se zna zgoditi enkrat v prihodnosti, da bodo banke celo dobile odpustek v navednicah, če bodo seveda financirale hipotekarna posojila, če bodo dajala hipotekarna posojila za zeleno gradnjo. Se pravi, bojo tukaj lahko potem dobile neke odpustke. Tako da tukaj zelo veliko dogaja, veliko zanimivih stvari je, zelo vroče je, nastajajo v bistvu skladi kot gobe po dežju. Mislim, da jih je v Ameriki ESG sklad okrog 400. Tako da ne spomnim se točno, kje sem prebrala, da naj bi vsak dan nastala 2 nova ESG sklada. Tako da definitivno je tema vroča, veliko denarja se obrača, mislim, da do konca leta bo tam okrog 140 milijard, 135 milijard dolarjev se je steklo v te sklade, nekako v parih letih pričakujejo, da bo ta znesek bistveno višji, celo do 1000 milijard dolarjev ne bi se zneslo oziroma steklo v te sklade. Mogoče še to kot zaključek tega prvega vprašanja. Zdi se mi, da pa je vseeno korona kriza pa v bistvu spoznanja, ki smo jih nekako dobili, s tem, ko smo gospodarstvo zaprli, kako je to lahko, kakšni so učinki, se mi zdi, da je v bistvu s tem dobila ta zeleno gospodarstvo, če tudi lahko rečem, pospešek. Tako da definitivno bo tukaj še precej dogajalo. Izredno vroča tema. Zelo vroča tema. Pred kratkim si v svojem podcastu MoneyHow objavila en zanimiv pogovor na temo ravno ESG standardov. A lahko pojasniš za nas, kaj so ti standardi in kako se razlikujejo od nekih klasičnih trajnostnih praks? Ja, na podcastu MoneyHow sem gostila Silvo Deželan. Ona je direktorica za področje ESG pri Stafford Capital Partners. Že 15 let živi na Nizozemskem in mislim, da je Slovenka, ki ima najdaljši staž recimo temu ukvarjanja s trajnostnim investiranjem oziroma zdaj z ESG investiranjem. Jaz res priporočam vsem, da prisluhnejo temu podcastu. Res je zelo veliko zanimivih stvari povedala, mogoče bo koristilo tudi vašim članom. Zdaj pa, kar se tiče standardov, obstajajo rating agencije, trenutno sta 2 največji, to je MSCI in Sustainalytics, ki nekako sta vodili na tem področju. Mislim, da sta tudi kar precej pokuple cel kup manjših teh rating agencij in ne vem, mislim, da nekaj lokalnih manjših agencij še obstaja, ampak vprašanje, koliko časa še. Zanimivo pri tem je to, da v bistvu vsaka rating agencija ima tudi svojo metodologijo. Se pravi, pri eni rating agenciji ti lahko dobiš ESG oceno recimo 6, pri drugi rating agenciji boš pa recimo dobil 8 ali pa 9. Tako da tle kar veliko teh neskladij še v bistvu ni poenoteno. Zato je v bistvu pomembno, da pogledamo, kaj v bistvu ta metodologija odraža in pa ne vem, tudi te metodologije se konstantno nekako posodabljajo. Recimo zdaj trenutno so nekako noter vključile tudi agendo podjetij za trajnostni razvoj do leta 2030, tako da tudi agencije se konstantno prilagajajo. Sicer pa te ratingi oziroma te ocene so bolj prisotne, oziroma te ocene so bolj, jih najdemo pri večjih podjetjih, pri manjših pač teh ocen ni. Zdaj, kaj pa so merila? Merila so pa, ne vem, najbolj pogosto uporabljeno, recimo je to pogledni plini na enoto prodaje. Velikokrat se omenja in moram priznati, da me to kar malo razjezi, ker se mi zdi tako bizarno. Velikokrat se namreč omenjajo, da je eno od meril tudi ženske v upravah. Ja, v 21. stoletju smo, ne vem, zakaj bi to mogli biti na tak način. Mislim, to se mi zdi, da je logično, da tudi ženske se vključuje v upravah.
Potem veliko se govori o onesnaževanju, o izogibanju plačevanja davkov, o raznih spornih praksah, ki potem ven udarijo. Recimo zanimiv primer je modern slavery, ki je sodobno suženjstvo, ki ga zlasti izpostavljajo v Avstraliji, avstralski investitorji. Potem pomembno seveda je odnos do zaposlenih, do različnih ras, žensk, pa tudi seveda enakopravnost glede plačila med spoloma in tako dalje. Ključni pri ESG ocenjevanju so pa podatki in tukaj v bistvu pridemo do prvega, recimo temu problema. Javne delniške družbe pač veliko objavljajo podatkov, veliko poročil in tako dalje, tako da tukaj se nekako da dobiti te podatke, pri manjših podjetjih je pa to bistveno večji problem in včasih je treba tudi kar na tereniti. Podatki se črpajo iz različnih virov. Imaš letna poročila, imaš tudi trajnostna poročila, kjer veljajo neki standardi. Te standardi se imenujejo Global Reporting Initiative, potem imamo razna poročila revizorjev in regulatorjev, veliko informacij dobimo tudi iz medijev. Recimo Silva Deželan nam je omenila, da oni konkretno uporabljajo orodje RepRisk, kjer s pomočjo umetne inteligence nekako filtrirajo članke, kjer so objavljene te negativne novice o podjetju, bodisi vezano na okolje, na odnos do zaposlenih, na delovne nesreče in podobno. In na tak način v bistvu zbirajo podatke o podjetjih. Najbolj sporna ali pa najbolj vprašljiva pa je metoda anketiranja, ker v bistvu nekako moraš zaupati na drugi strani, da bo podjetje korektno poročalo. Ampak nekako pod črto bi jaz rekla, da v ESG svetu vsem vlada kar mal kaos, ni nekih enotnih standardov, ni transparentnosti in imamo lahko kar neke zmešnjave, tudi kar se tiče vhodnih podatkov. Ali pa še to mogoče, to je tudi zanimiva stvar. Mnenje o tem, kaj je ESG ali pa kaj je trajnostno, se tudi zelo hitro spreminja. To je podobno kot s paradižniki. Včeraj so bili rakotvorni, danes je pa to super sadež. Tako da, tukaj recimo konkretno mi pade na misel, da so bile hidroelektrarne najprej zelene, zdaj so pa malo sporne. Tako da tudi to moramo v bistvu upoštevati. Zdaj ne vem, a dovoliš, da na hitrco še povem, kateri so ESG top liderji? To moje naslednje vprašanje, če ni standarda, kjer je potem nek klasičen go-to, na katerega se najbolj obrača, kjer je najbolj popularen ali pa sploh ne znam zastaviti vprašanja. Najboljši je napačno vprašanje, ne? Dva sta največja, Sustainalytics pa MSCI. Jaz sem zdaj omenila recimo MSCI, ker Sustainalytics pač je treba plačevati te podatke in pa to večinoma so institucionalni vlagatelji, ki plačujejo, to je naročniška storitev. MSCI pa objavlja tudi recimo temu lestvico top ESG leaders in na tej lestvici recimo na prvem mestu je Microsoft, potem je Alphabet, ki je lastnica Googla, pa recimo imava na tretjem mestu je Tesla. Recimo pri Tesli je zanimivo to, Elon Musk pa njegova komunikacija preko Twitterja en dan malo komunicira, da bo možno kupovati z Bitcoinom Teslo, pa ugotovi, da so neki ekološki problemi in reče, ne bo možno. Tako da zanimivo tudi z tega vidika, ampak Silva Deželan je povedala, da zaenkrat povezave med kriptom pa med ESG-om še ni, tako da bomo videli, kaj bo prinesel čas. Pa recimo Nvidia je tudi tak zanimiv, to je izdelovalec grafičnih kartic, Johnson & Johnson, farmacevtski gigant, ki je tudi razvil cepivo proti COVID-u in zdaj vsi vemo, da cepiva so malo na prepihu, zaradi stranskih učinkov. Pa imamo Visa, Mastercard, Home Depot, Procter & Gamble in tako dalje. Ampak če pogledava, recimo, iz katere panoge prihajajo vsa ta podjetja, ki so top ESG leaders, največ jih je iz IT-ja, sledi finance in potem zdravstvo. Pa če pogledava še regijsko, največ jih prihaja iz ZDA, potem Japonska in Velika Britanija.
Je kar zanimivo, no? Kar se tega tiče pri nas, recimo konkretno naši slovenski blue chipi nimajo ESG ocen, ratingov, recimo Krka, Petrol, Triglav, NLB, Cinkarna Celje, če želiš, ne, oni nimajo teh ocen, so pa vsem kar precej aktivni, sploh recimo zavarovalnica Triglav, mislim, da zadnjih 10 let nekako izdeluje mednarodno poročilo oziroma poročilo po teh standardih mednarodnih glede trajnostnega poročanja. Zdaj ne vem, mislim, da ste imeli Katjo Cimermančič, ki vam je malo več povedala o trajnostnem poročanju, tako da jaz tukaj ne bi izgubljala besed. Mogoče sam na pot, da go Google pa napišeš trajnostno poročilo, pa ti bo že cel kup enih podjetij. Ne? Super. Zdaj, ESG poročanje je primarno namenjeno investitorjem. Kako pa lahko jaz kot fizična oseba, če tako rečem, ki želim vlagati in želim podpirati trajnost, kako lahko jaz k temu pristopim? Ja, na več načinov. Recimo, bomo opisala svoj primer, ne, da bo bolj konkretno. Znotraj v bistvu mojega brokerja, in mislim, da več ali manj tudi vsi brokerji bodo to ponujali znotraj svoje trgovalne platforme, ti lahko izbereš vrednote, ki so tebi zelo pomembne in na podlagi tega potem tudi investiraš. Recimo, izbereš lahko enakopravnost med spoloma, rasami, etično vodenje, transparentnost poslovanja, čista voda, zrak in tako dalje. Lahko pa tudi označiš prakse, ki so ti sporne in ne želiš na nikakršni način imeti opravka s tem. In sicer to so pa recimo testiranje na živalih, lobiranje, strupeni odpadki, tobak, alkohol, hazardiranje, orožje in tako dalje. In to v bistvu postaja en tak zelo vroča stvar. Tudi recimo investicijska banka JP Morgan je nedavno kupila zagonsko podjetje Open Invest, ki omogoča ravno na tak način investiranje, in ta banka bo zdaj noter vgradila to platformo pri tem zasebnem bančništvu in pa seveda pri upravljanju premoženja. Tako da definitivno se tu spreminja in seveda to bo zelo postalo pomembno. Mogoče še to lahko povem, da ločimo več vrst investiranja, se pravi za izločevanje, se pravi, kar nočeš imeti nobenega opravka, recimo testiranje na živalih, pa ima ESG integracija, to predvsem počnejo pokojninske družbe, tudi naše pokojninske družbe, ker v bistvu upoštevajo celotni ESG, potem poznava tematsko investiranje, se pravi, da investiraš v posamezno temo, ki ti je blazno pomembna, recimo alternativni energetski viri, recimo, ali pa kaj podobnega. Potem imamo pa še investiranje z vplivom oziroma impact investing, kjer pa v bistvu kot investitor ne želiš samo nore visoke donosnosti, ampak seveda želiš tudi videti, da se je zgodil nek premik, da so bili pozitivni učinki na posamezniku, na družbi, naravi in tako dalje. Tako da definitivno je to zelo ena taka zadeva, ki je na očeh tudi vlagateljev. Mogoče če dovoliš, da na hitrco povem, ne vem, preveč govorim. Ti kar z veseljem. Recimo, kar nekaj odmeva je bilo, ko sem objavila, koliko je, jaz sem zelo aktivna vlagateljica, imam v portfelju približno 50 delnic in sem tudi zračunala, kakšen je ESG mojega portfelja in sem ugotovila, da sploh nisem ESG. In sicer ocena je bila 4,8 na lestvici od 1 do 10, višja ocena, bolj ESG-ci. In zanimivo je to, da sem dokupovala nedavno delnico Blizzarda, to je proizvajalec igric, kmalu zatem, par dni zatem se je pa v bistvu Blizzard znašel v nekem škandalu, ker ne bi šlo za neko spolno nadlegovanje na delovnem mestu. Ali pa recimo, potem sem pogledala tudi, katera delnica je top ESG zveza v mojem portfelju, to je Microsoft, to sva že omenili pri MSCI-ju, top ESG leaders. Zanimivo pa je recimo loser pri meni, je bil pa Peloton, to je proizvajalec te fitness opreme in tukaj recimo za PR-ovce zanimiv pogled, kaj jih je v bistvu spravil na tako nizko oceno. In sicer to je bila ena reklama, ki so jo naredili leta 2019 za Božič, ko je moški podaril ženi za novo leto ali za božička kolo, ampak je tako skomuniciral, da je pač ženska oziroma vsi očitno so narobe razumeli in so mislili, da je v bistvu kot nekako sugeriral moški, da je čas, da nekaj naredi ženska zase, da je malo pridobila malo preveč kilogramov.
Skratka, potem seveda so mogli PR-ovci reševati ta disaster. In zanimivo je mogoče za vas, da pogledate, kako so se potem posuli s pepelom in začeli graditi na novo svoj imidž. A pa recimo zanimiv primer je tudi Volkswagen, ki se je znašel sredi škandala leta 2015-16 je bil Dieselgate. Pa ne samo to, tudi sindikalisti so imeli nek črn fond, kjer so razuzdane zabave financirali in to je seveda prišlo vse v javnost, delnica je takrat padla, strmoglavila. Na drugi strani so pa zanimivo, se kar hitro pobrali, kar se tiče samega ESG, oziroma sploh ne vem, če so utrpeli neko škodo pri tem rejtingu, zelo visoko oceno imajo in sicer 8 od 10. Tako da je treba biti kar zelo previden, ko gledaš te ocene, so v bistvu pokažejo preteklost, ne kažejo prihodnost. Mogoče še to, ravno ta Dieselgate je v bistvu tudi nastavil ogledalo tem agencijam in v bistvu so agencije potem mogle majčkeno prilagoditi svojo metodologijo, ker pač so ugotovili, da stvari ne funkcionirajo na tak način. Ja. Zanimivo, kako se lahko hitro poberejo nazaj s pravilnim PR-jem, pa zlezejo hitro gor nazaj po lestvici ESG. Res ne kaže realnosti, ne? Zanimivo. No, vse mogoče to, ko govoriš PR in kako so se hitro pobrali, ravno Volkswagen pa cel kup drugih podjetij, temu se reče greenwashing, se pravi, oni v bistvu zavajajo, da so v bistvu trajnostni, da imajo produkte, ki so trajnostni in v bistvu v resnici tega nimajo. In nekako na temu seznamu greenwasherjev, ne vem, kako ne temu rečem, pralci, so se znašli recimo Volkswagen, Audi, H&M, Zara, Coca-Cola, Nestlé, cel kup takih podjetij se je znašlo v tem ZOS-u in zdaj PR-ovci morajo to v bistvu nekako speljati in poglihati. Res je. Si pa še eno tako vprašanje, ali so potrošniki sploh pripravljeni na vse te aktivnosti, na to trajnost, ki jih te firme izvajajo? Kaj ti meniš? Ja, jaz mislim, da potrošniki se mi zdi, da se vse bolj zavedajo tega ESG-ja. Nekako tudi naši otroci, vzgajamo jih v tem duhu trajnostnem, tudi v šolah se precej učijo. Tako da, ja, jaz mislim, da se zavedajo in mislim, da to tudi vse bolj cenijo. Ampak po drugi strani, kot sem omenila, podjetja nekatera zavajajo, malo zapakirajo, izpostavljajo tisto, kar je dobro, pa malo zamolčijo tisto, kar pač ni v redu. Tako da, tle se mi zdi, da pod črto je, na dolgi rok se bo to vse pokazalo in jaz mislim, da pod črto je treba biti iskren pač do sebe, do potrošnikov. In zanimivo, recimo, kar se tiče potrošnikov, recimo, to se mi zdi tako malo čudno. Vsi se pač gremo, da smo eko, recikliramo in vse super duper, potem tudi kupujemo zelenjavo, sadje z temi večkratnimi vrečkami za večkratno rabo in podobno. Potem seveda tudi pazimo, da kupimo čim manj embalaže in podobno. Ampak ko gremo pa iz trgovine ven, pa vzamemo tisto račun, ki je v bistvu termično obdelan in premazan z BPA-jem, ki je v bistvu strupen. In račun tudi ne moramo reciklirati, ogromno dreves podremo, zato da lahko v bistvu dobimo tisti papirček, ki ga praktično takoj vržemo v kanto za smeti. Zato v bistvu moram priznati, da tukaj res podpiram slovenski startup No Prince, ki je brezplačna aplikacija za v bistvu izdajanje oziroma za prejemanje digitalnih računov. Tako da, če si še niste naložili, dajte si naložiti. Res je fajno, da imaš vse na enem mestu, pa da se ti tisti papirčki ne valajo vse povsod. Si že omenila v bistvu dolgoročnost. Kakšno pa vidiš ti prihodnost za trajnostno vlaganje? Ja, to se mi zdi, da je zelo taka aktualna tema. Dejstvo je, da prihaja množična generacija milenijcev,
ki bodo podedovali izredno veliko premoženja. Tukaj govorimo o 30 bilijonov dolarjev, kažejo neke ocene. Ne. Dejstvo je tudi, da milenici in zelenici želijo investirati v skladu z ESG-em. Se pravi, mislim, da so neke statistike, ki so pokazale, da tretjina milenicov že tako danes investira, pa okrog petina zelenicov. Ne. Pa mislim, da so baby boomerji okrog 2%, ki jim je to relevantno. Tako da definitivno gremo v to smer. Dejstvo pa je tudi, da je bolj potrebno razjasniti ta pravila igre. Veliko, kot sem omenila, je zavajanj glede ESG-a, kaj je zeleno, kaj ni zeleno in tako dalje. In veliko krat pa tudi recimo slišimo, kar je spet lahko zelo zavajajoče, da so ravno ESG naložbe bolj donosne od ne-ESG naložb. In to v bistvu ne moremo z 100% gotovostjo trditi. Dejstvo je kot prvo, tega se moramo zavedati, to vedno je potrebno poudarjati, da pretekli rezultati niso garancija za prihodnje. Dejstvo je tudi, ko smo že prej govorili, v tem MSCI indeksu je večji odstotek tehnoloških podjetij, večinoma iz Amerike. Tako da, če pogledava zadnjih 13 let bikovskega trenda in sploh zadnja leta pandemije, so te delnice doživele neverjeten skok. Tudi pandemija je dala velik pospešek tem delnicam in ja, dejansko je to ena taka prihodnost. Mogoče še lahko omenim, da tudi pri nas se dogajajo premiki, ne moramo da to čisto zanemariti. Tudi slovenski vzajemni skladi, nekateri, ne DZU-ji, ne vsi, ponujajo družbeno odgovorne delniške vzajemne sklade. Ne smeva pozabiti tudi ETF-ov, ki imajo nalepko ESG, teh je približno 500 v svetu. Tako da tudi pokojninske slovenske družbe so zelo pozorne postale na to. Še to mogoče z oktobrom 2022 bodo tudi vlagatelji nekako izrazili svoje preference glede trajnosti in se bodo odločili, ali želijo izključno investirati zgolj trajnostno ali dovoljujejo tudi umazano panogo v svojih teh naložbah. Ne. Tako da o tem se bo definitivno še precej govorili. Ne. Zdaj, omenili smo tudi na hitrico v bistvu finančno izobraženost potrošnika. Ti si več let ustvarjala projekte finančne pismenosti med mladimi, kar je tudi v bistvu trajnostni projekt. Kako gre Slovencem na tem področju? Ja, jaz še zmeraj ustvarjam te projekte, tudi MoneyHow je finančno opismenjevanje. Jaz mislim, da smo Slovenci predvsem mojstri gospodinjskih financ. Obvladamo prihodke in odhodke, pa kopičenje denarja na bankah. Jaz mislim, da vse je luč na koncu tunela in jaz tudi vidim preko tega podcasta MoneyHow, poslušajo ga večinoma milenici, stari od, 18, 20 pa tja do recimo 45 let, dobro, malo starejši milenici recimo temu tako, ne. In opažam, da se počasi premika. Najbolj spodbudna stvar je pa ta. In mislim, da je zmotno, ko govorimo, da se znanje in prepričanje o denarju nekako selijo iz roda v rod in to, kar podeduješ, to, kar ti starši doma naučijo, da to neseš s sabo v svet in je konc s tabo, kar te čisto narobe starši naučijo o denarju, ravnati z denarjem. Jaz mislim, da to ne drži. Glede na to, da živimo v 21. stoletju, glede na to, da je na toliko družbenih omrežij na voljo, govoriva o Redditu, Discordu, TikToku, YouTubeu, toliko informacij tam na voljo in jaz mislim, da se milenici in zelenici samo preuzgajajo in nekako opuščajo prepričanja staršev za sabo, ker pač to, da so njihovi stari starši investirali v eno regijo, Balkan in v eno delnico Nova KBM, ne morejo v bistvu definirati njihove prihodnosti. Tako da z tega vidika vidim izredno veliko napredka. Poleg tega pa mogoče, zdaj ne vem, če to hoče drugi priznati, jaz mislim, da kriptovalute so precej izobrazile mlade vlagatelje, mladi spoznavajo lekcije, investiranje zelo pospešeno
In na klasični borzi smo recimo rabili, da smo spoznali kakšno lekcijo, mogoče več let, tukaj pa res ekspresno hitro spoznaš. Kripto je izredno volatilen in pa res rabiš močne živce. Poleg tega pa se dogaja tudi disrupcija v financah. Imamo aplikacije, mobilne trgovalne platforme, kot so Robinhood, tudi neobanka Revolut omogoča kupovanje delnic, potem imamo, ne vem, vsakič, ko kupiš delnico, a pa prodaš, letijo konfeti po zraku, se pravi, so elementi gamifikacije tudi noter. Potem seveda ti lahko kupiš frakcijo oziroma delček delnice, temu se reče frakcijsko trgovanje in ne rabiš imeti več, ne vem, koliko denarja, zato da kupiš delnico, ne lahko jo kupiš že s parimi, ne vem, 10 evri recimo ali pa še manj, ne. Tako da to je to, gre ta napredek naprej, ampak investiranje, hočem povedati, pač po črto ni žurka. Mislim, da bodo številni mladi dobili kar pošteno lekcijo, ko bo prišla ohladitev, ampak nič hudega. Lekcije takšne so del našega življenja, so vzponi, padci in to vse lahko koristi nam, ko odrastemo. Res je. A misliš, da tako kot zagovarjamo, da je v bistvu treba neko finančno pismenost uvesti kot redni predmet v šole, a misliš, da bi potencialno tudi kot del tega programa prišlo tudi trajnostno vlaganje? Mi smo še precej daleč od tega, da bi mi uvedli osebne finance v šole. Trenutno se naši otroci, osnovnošolci učijo o nekih osnovah, recimo temu tako pri urah gospodinjstva in državljanske vzgoje. Jaz sem to vsebino pogledala, jaz moram reči, da sem kar malo razočarana, sem kar precej razočarana. Fokus je na teh gospodinjskih financah, vse je prav, da spoznamo tudi gospodinjske finance, ampak za naše otroke in tudi za nas konec koncev, tudi zate, ne, če bomo želeli nekako imeti to varno jesen življenja, da ne je treba razmišljati o investiranju na borze, na bankah ne bomo mogli ustvariti toliko prihrankov, tako da je potrebno tudi to znanje dati otrokom v šoli. Pogotovila sem pa, da imajo učitelji probleme s pojasnili. Se ne znajo pojasniti, kaj je delnica, vzajemni sklad, kaj je ETF. Takšne stvari tega ni. In mogoče smo malo daleč od tega trajnostnega vlaganja, ki pa tudi bi mogel biti del seveda učnega programa. Učimo se o trajnosti, ki je spodbudno in pohvalno, ampak o investiranju se mi zdi pa, da bomo rabili še nekaj časa. Je pa res, da mladi spoznavajo te ekologijo in te okoljske vsebine, trajnostne in mogoče bodo tudi oni potem nekako to prenesli, ko bodo investitorji v prakso, ne? Da bodo pač bolj pozorni na te stvari. Ampak ja, mogoče smo majčkeno daleč od tega. No? Lahko upamo, ne? Da bo to čim prej. Jaz se želim, da bi bilo, jaz se v bistvu za to že kar nekaj časa matram, ampak žal je tudi na drugi strani potrebno malo posluha, ker pač vsem urnike pripravljajo na Zavodu za šolstvo. Tam so prepričani, da učitelji gospodinjstva so edini, ki so kompetentni podajati to vsebino. Se pravi, jaz pravim, da niso edini, jaz mislim, da je kar nekaj drugih učiteljev, ki so tudi enako kompetentni. Mislim pa, da bi to mogli na čist drug način reševati, kot zdaj rešujemo. Tako da tudi učitelji so v bistvu konec, učitelji gospodinjstva so v stiski, ker res imajo težave pojasniti na nek normalen način ali pa poenostavljen način, kaj je delnica. Ali pa recimo mladi precej sprašujejo, 12-11-letniki sprašujejo o kriptovalutah in imajo problem s pojasnjevanjem teh osnov. Tako da, ja, upam, da se bo spremenil to kmalu. Super. Moje zadnje vprašanje zate, v bistvu glede na to, da v tej 3P community namenjamo poudarek predvsem komunikaciji, misliš, da smo slovenski komunikatorji in marketingaši dovolj pripravljeni na te nove izzive, ki jih prinašajo prakse ESG, trajnostno vlaganje na splošno? Ja, jaz mislim, da se s takimi projekti v bistvu izobražujete, dobivate veliko informacij, tako da ja, mislim, da smo sicer na začetku, veliko bo treba še energije in pa učnih ur vložiti v to, ampak ja, vsi nekje začnemo. Je pa res, da je tudi kar nekaj izzivov v sami panogi, veliko je neznank, kot smo ugotovili, ni nekih enotnih standardov, tudi vprašljivi so te vhodni podatki.
Moram reči, da se pa tudi zelo veliko govori ne govori lepo o ESG, ampak se govori kot o neki pogruntavščini finančne panoge. Nedavno je celo nek menedžer oziroma direktor za ESG področje pri skladu BlackRock v US Today napisal eno zelo kritično pismo in rekel je, da je ESG marketing, hype in PR spin finančne panoge in da se Wall Street želi oprati finančno panogo, predvsem temi grehi. To je tisti greenwashing, ki smo ga že omenili, tako da mogoče ena ideja za vašo skupino, mogoče malo preverite, kaj greenwashing je in kako se komunicira. Dejstvo pa je, da smo razgaljeni vse bolj na družbenih omrežjih in hitro razne novice pridejo naokrog, tudi če jih hoče PR-ovec mogoče malo pomesti pod preprogo, tako da definitivno je to še en dodaten stres. Dejstvo pa je, da je potrebno investirati v izobraževanje, dobiti veliko informacij. Recimo Silva Deželan je omenila eno spletno stran, Principles of Responsible Investing, ker je zakladnica te vsebine, unpri.org je spletna stran. Potem recimo CFA inštitut ima tudi kar nekaj zanimivih vodičev za profesionalne vlagatelje, sicer ampak tudi v bistvu PR-ovci se mi zdi, da morajo vsem, če se ukvarjajo s to tematiko, pač malo pogledati pa preštudirati. Pa na koncu mi zdi, da je zelo pomemben nek common sense pri vsem skupaj, da ne gre čez neke ekscese in neke, ne vem, kot pa recimo pri Pelotonu, ki so malo zabluzili s tistim oglasom, je treba malo razmišljati. Sploh, kar se tiče milenijcev, njihovih navad in pa, ne vem, vrednot, se spremenil se način komunikacije s to skupino, pa zelenico. Tako da, ja. Pa mogoče, če že govoriva o teh nekih virih, mogoče še podcast Moneyhow. To sem tudi želela omeniti. Seveda bomo pozvali člane, da pogledajo. Sem pa opazila, da imaš tudi TikTok. Ja, jaz sem na vseh kanalih, sem na TikToku, YouTubeu, ni, povsod sem. Imam pa tudi na Discordu kanal Moneyhow. Jaz ne želim samo dati neko informacijo preko podcasta, želim pač biti dostopna tudi direktno, da me kontaktirajo, ne samo prek družbenih omrežij, ampak tudi na Discordu, ker sem ustvarila tako res simpatično skupino, kjer se pogovarjamo odprto o investiranju. In definitivno se mi zdijo vsi ti kanali zelo pomembni, ker na vseh kanalih so različne starostne skupine. Na Facebooku malo starejši, Instagram, recimo so tam neki milenici, na TikToku so mogoče zelenici, pa tudi milenici, čeprav najdemo še kakšnega boomerja vmes. Na YouTubeu imamo pa vse, od vidani. Mogoče tako lahko tudi dosežeš te mlade, če že ne preko šol, preko TikToka. Ja, se mi kar precej oglašajo mladi, seveda se ne strinjajo z vsem, kar slišijo. In meni je to super, da dobiš odziv, zdaj tudi če ni najbolj tak. Jaz mislim, da se mladi morajo naučiti malo komunikacije. Mislim, da sploh na TikToku so zelo razpuščeni, sploh če so skriti pod raznimi kot anonimneži, psevdonimi. Se mi zdi, da mogoče si dajo duška in ne vem, če to ravno prav način komunikacije. Tako da tudi tle bi bil potrebno neko šolo kulturnega komuniciranja, ker zdaj tudi recimo, ko gremo iskati službo, to vse kadrovniki pričakirajo in če vidijo, da si pač tam ciničen, negativen, ne vem, tudi to lahko zelo vpliva na zaposlitev konec koncev, ne? Tako da. Res je. Tako, ta tema je obširna, ogromno stvari si delila z nami, res najlepša hvala. Vse, kar si omenila, bomo probali polinkati vse tele strani vere, kjer se lahko izobražujemo in seveda podcast Moneyhow. Še enkrat najlepša ti hvala, ker si se vzela čas in z nami delila vse te nasvete in mislim, da bojo prav vsakemu prav prišli. Še enkrat hvala. Hvala tudi tebi. Jaz upam, da vam bo prav prišlo, če bo pa še karkoli, smo pa na vezi. Velja, najlepša hvala. Ciao.